Dobrodošli nazaj vsi tukaj, vsi, ki ste tu z nami v dvorani, kot tudi vsi, ki ste se nam pridružili preko spleta. Kot sem že omenila, naslednji panel je na temo biodiverzitete. Panel bo moderiral dr. Žiga Malek, raziskovalec trajnostnih sistemov upravljanja z rabo tal in ekosistemov. Žiga se je po študiju krajinske arhitekture na Biološki fakulteti Univerze v Ljubljani zaposlil kot raziskovalec na International Institute for Applied Systems Analysis v Avstriji. Doktoriral je iz naravoslovnih znanosti na področju rabe tal in hidrometeoroloških tveganj in se zaposlil na Inštitutu za okoljske študije na Vrije Universiteit Amsterdam na Nizozemskem, kjer je bil tudi docent na področju dinamik rabe tal in ekosistemov. Žiga je avtor več kot 40 znanstvenih člankov, ekspertiz in poročil na področju okoljskih sprememb, zmanjševanja okoljskih vplivov in prilagajanja na podnebne spremembe. Je tudi svetoval številnim mednarodnim organizacijam na področju trajnostnega razvoja, kot so Evropska komisija, Direktorat za trgovino, Evropska okoljska agencija, Program Združenih narodov za okolje, Program Združenih narodov za razvoj, Medameriška razvojna banka in Svetovna banka. Žiga, lepo vabljeni na oder. Prav tako pa prosim, da se nam pridružijo še dr. Ana Stritrih, Barbara Ulčar in dr. Vičvara. Dobrodošli. Okay, en lep pozdrav vsem skupaj. Me res veseli, da sem danes lahko tukaj, ker je to tema, ki mi je pač strokovno in pa tudi osebno zelo blizu. Sem pripravil ene 3 prosojnice samo kot nek uvod, zakaj je tako pomembno, da se ukvarjamo z biotsko raznovrstnostjo. Zaenkrat vemo za 900 vrst, katere so izumrle. Še 41 000 grozi izumrtje in ravno včeraj sem mogel to številko posodobiti. Vsako leto, ko predavam, je posodobim, začel sem s 27 000, nekaj, 10 let nazaj. In vidite, da so različne skupine, ki so ogrožene in ja, med njimi so najbolj ogrožene recimo ribe, dvoživke in tako naprej, ampak vidimo, da praktično je zelo malo skupin, ki se jim godi dobro. Predvsem pa je zaskrbljujoče ta trend, izumrtja so se vedno dogajala, imeli smo že 5 množičnih izumrtij, še preden smo se ljudje sploh smo prišli na ta planet in trendi izumrtja so se seveda tekom zgodovino vedno dogajali. Zaskrbljujoče pa je, kakšni so trendi nekje nedavno, če pogledamo nekje 100 000 let nazaj od prihoda človeka, ko smo začeli z ognjem, s požigalništvom, potem z lovom, z ribištvom, s kmetijstvom in izsekavanjem gozdov, predvsem pa nedavni trendi, kot so recimo kolonizacija otokov, onesnaženje in pa antropogene podnebne spremembe. To je vse skupaj še precej pospešilo in ja, trendi so res zaskrbljujoči, če pogledamo samo ta graf. Praktično ga ni več zemeljskega površja, ki bi bil nedotaknjen. Tiste, ki pa so tiste, ki nas ne zanimajo, torej na poljih, puščavah in tako naprej. In kot vidite, številne območja na svetu, med njimi tudi Evropa, so izgubila že preko 30 do 40% biotske raznovrstnosti. Večino nedavno v zadnjih desetletjih, kar je posebej zaskrbljujoče in ta trend se še vedno nadaljuje, ni tako, da smo s tem prenehali. Torej, govorimo že o 6. valu množičnega izumrtja in trenutne stopnje so nekje 100 do 1000-krat večje od nekega naravnega izumrtja, odvisno od katerih vrst govorimo. In tokrat je človeštvo glavni krivec. Zdaj, to so zelo slabe novice, zelo slabi trendi in številke. Jaz pa nisem tukaj samo, da vam zdaj pokvarjam dan. Dobra novica pa je, da znanstveniki trdo delamo na tem in imamo danes tukaj z nami 3 sjajne organizme, ki tudi študirajo biotsko raznovrstnost vsak na svoj način in nam bojo pokazali, kako slovenski znanstveniki prispevamo k preprečevanju zmanjševanja biotske raznovrstnosti, izumrtij in pa tudi bolj trajnostne rabe ekosistemov. Zdaj, začela bo Ana Stritrih. Ana je diplomirana na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, magistrirala na švicarski zvezni tehnični univerzi ETH Zurich in od 2021 je podoktorska študentka na Tehnični univerzi v Münchnu v Nemčiji. Očetovo delo na področju naravovarstva in trajnostnega razvoja je bilo vsekakor v navdih pri izbiri poklicne poti in po njegovi zaslugi gotovila, da hoče biti gozdarka in predvsem, ker to združuje različna znanja, poznavanje rastlin, živali, ekosistemov, ekonomike, sociologije in tako naprej. In ima nek širok holističen pregled na upravljanje z gozdovi in to nam bo danes tudi pokazala in jaz se že veselim in
Ana, izvoli. Super, hvala Žiga za tale uvod in hvala tudi Vtisu za koordinacijo tega dogodka. Jaz redko predstavljam svoje delo v slovenščini, tako da se že vnaprej upravičujem za kakšne čudne izraze pa to. Ampak danes bom govorila o mogoče majčkeno manj negativnih trendih, kot jih je omenil Žiga, predvsem v gorskih gozdovih v Evropi. Ko pogledamo eno tako gozdno krajino, tale je sicer v Švici, ampak podobne imamo tudi v Sloveniji, je ta gozd pomemben za marsikaj. Kot vemo, je pomemben za skladiščenje ogljika in pripomore k uravnavanju klime, hkrati je tudi vir lesa za ogrevanje, za gradnjo in tako naprej. Je tudi habitat oziroma življenjski prostor za mnogo vrst, nekatere od njih so tudi med temi ogroženimi vrstami, pa tudi prostor za nas, prostor za rekreacijo. Kar je zelo pomembno v gorskih gozdovih, je pa tudi njihova zaščitna funkcija, torej gozdovi, predvsem na pobočjih, nam nudijo zaščito pred plazovi, pred padajočim kamenjem, pred poplavami, torej zmanjšujejo verjetnost teh nevarnosti, ki bi nas lahko prizadele. In ta funkcija je v gorskih območjih zelo pomembna. Tem vsem koristim, ki jih imamo mi od gozda, rečemo ekosistemske storitve. In te so res pomembne in odvisne od te biodiverzitete, o kateri je že Žiga govoril. Ampak v zadnjih letih smo tudi priča vedno več takim dogodkom, recimo požarom, vetrolomom, ko smo jih videli naprimer letos v Krmi, ali pa velikim izbruhom podlubnikov. In te dogodki so včasih zelo dramatični in potencialno lahko tudi ogrozijo vse te koristi, ki jih imamo mi od gozda. In jaz se v bistvu ukvarjam s tem, da poskušamo razumeti, kje se te dogodki lahko zgodijo, a jih lahko predvidimo in kako bolje upravljati z njimi, z gozdovi, da zmanjšamo ta tveganja oziroma kakšni so vplivi teh dogodkov na te ekosistemske storitve. Pri tem si lahko pomagamo s satelitskimi podatki. Jaz se trenutno ukvarjam večinoma z gozdovi v evropskih Alpah, to so Alpe, Slovenija je tule, tukaj smo danes, to so Alpe, torej Alpe so pomembne tudi za nas. In s pomočjo satelitskih podatkov Landsata lahko za zadnjih 35 let vidimo, kako so se te motnje v gozdovih dogajale. In vidimo, da imamo nekatere ekstremne dogodke, naprimer leta 2018 smo imeli velik vetrolom v Alpah in nasplošno nek trend, da se vetrolomi in izbruhi podlubnikov dogajajo vedno bolj pogosto, medtem ko požari, čeprav se vsem zdi, da jih bo najbrž vedno več zaradi podnebnih sprememb, zaenkrat tega trenda še nimamo. Torej, požari so recimo na neki konstantni ravni oziroma se celo zmanjšujejo v alpskih gozdovih. In zdaj, ko imamo te podatke o tem, kje so se te dogodki zgodili, jih lahko povežemo z različnimi podatki o podnebju, topografiji, različnih tipih tal in tako naprej. In naredimo tako imenovane modele verjetnosti teh dogodkov in predvidimo, kakšna je verjetnost, da se bojo te dogodki na različnih območjih dogajali. Tole je recimo verjetnost, letna verjetnost, da se zgodi vetrolom oziroma izbruh podlubnikov. Mislim, da se barve na temle zaslonju ne vidijo glih zelo dobro, ampak imamo tlele recimo v severni Italiji, pa tudi pri nas recimo precej relativno veliko verjetnost teh dogodkov. Požari so še vedno v Alpah veliko manj verjetni, razen v zelo jugozahodnem delu Alp, v sredozemskem delu v Franciji. Ampak
Ko pogledamo satelitske podatke, Landsata, naprimer, to so optični sateliti, vidimo približno, kaj se dogaja na površju. Ampak gozd je precej tridimenzionalna stvar, torej imamo veliko stvari, ki se dogajajo tudi v višini, pod krošnjami pogosto, ki jih s temi optičnimi sateliti ne vidimo. Zato smo v zadnjih letih začeli uporabljati JEDI. To je nov satelitski sistem, ki je oziroma senzor, ki je na mednarodni vesoljski postaji, s tem imenom JEDI, ampak v bistvu gre za to, da opazujemo s pomočjo laserskih žarkov iz vesolja, lahko vzorčimo gozd in izmerimo nekatere njegove značilnosti, naprimer kakšna je gostota in kakšna je višina gozda, torej imamo tudi to vertikalno dimenzijo. In ker se jaz ukvarjam predvsem z gorskimi gozdovi in je zaščitna funkcija teh gozdov zelo pomembna, nas je zanimalo, kaj se zgodi po motnji s to zaščitno funkcijo in kdaj ali gozd doseže še vedno lahko to zaščitno funkcijo, za katero mora biti visok vsaj 5 metrov in vsaj 50% pokrovnost. Torej lahko pogledamo spet s pomočjo prostorskih modelov, kakšna je verjetnost, da imamo po motnji neko strukturo, ki je sposobna nuditi zaščito. In to je verjetnost recimo 1 leto po vetrolomu oziroma izbruhu podlubnikov in v bistvu marsikje imamo kar visoko verjetnost, da gozd ohrani svojo zaščitno funkcijo in predvsem zanimivo tlele v tem koncu Alp, torej v slovenskih gozdovih. In to je zato, ker veliko teh ekstremnih dogodkov zares ni toliko zelo ekstremnih in se ohranjajo neke strukture v gozdu, tudi če gre za mrtvo drevje, še vedno ohranja neke funkcije in nam nudi tudi zaščito pred naravnimi nevarnostmi. 15 let po vetrolomu se še nič kaj dosti ne spremeni, medtem ko 30 let po vetrolomu oziroma izbruhu podlubnikov se večina gozdov že vrne na neko prejšnjo raven za te funkcije. Kar pomeni, kar se mogoče za nekatere od nas zdi 30 let kar veliko, ampak za časovno skalo gozda je 30 let relativno hitro. Torej, za požare izgleda pa to malo drugače. Torej, po požarih je verjetnost, da se gozd obnovi in dobi nazaj svojo zaščitno funkcijo manjša. Torej, tudi 30 let po požaru je veliko gozdov, ki še niso se dovolj obnovili. Predvsem je to počasno na bolj sušnih območjih, naprimer v Zahodnih Alpah, kjer imamo te bolj termofilne gozdove, ki se bolj počasi obnavljajo. In to je potencialno lahko problem zaradi podnebnih sprememb, ker je suša faktor, ki omejuje obnovo gozda, torej če bodo poletja bolj vroča in bolj suha v prihodnosti, kar sicer za Alpe ni čisto nujno, se lahko zgodi, da bo več gozdov dlje časa poškodovanih zaradi požarov, vkolikor bo požarov več. Ampak kaj zdaj v bistvu to vse pomeni za ljudi, ki z gozdom upravljajo? Zato moramo pogledati še malo bolj podrobno. Jaz sem med doktoratom delala analizo teh motenj v švicarskih Alpah in tukaj smo satelitske podatke kombinirali s podatki s terena o upravljanju z gozdom, pa tudi z zgodovinskimi podatki o tem, s pomočjo zgodovinskih kart smo lahko videli, kje je bil v preteklosti gozd, kje so prej bila kmetijska zemljišča in se je gozd zarasel v zadnjem stoletju. In nas je pol zanimalo, a to vpliva na verjetnost, da se tam dogajajo takšni ekstremni dogodki. In smo videli, da je več različnih faktorjev, ki na to vpliva, ampak najpomembnejši, oziroma eden najpomembnejši je delež smreke, kjer imamo smreke veliko, je motenj v gozdovih več. Kar je mogoče
intuitivno za večino gozdarjev, je, da je gozd, s katerim so pred kratkim upravljali, torej posegali v gozd, rečeli in tako naprej, bolj občutljiv na motnje kot gozd, s katerim niso upravljali. Kar je še bolj zanimivo bilo za nas, pa je bilo, da so gozdovi, ki so se zarasli približno po letu 1920, torej v zadnjem stoletju, so bolj občutljivi na motnje kot gozdovi, ki so bili tam že prej. Zakaj? Gre za to, da so stari gozdovi, tisti, ki so bili gozdovi že dlje časa, so ponavadi bolj raznovrstni, imajo več različnih vrst, ampak tudi več različnih struktur, torej dreves različnih starosti, medtem ko so te novejši gozdovi ponavadi bolj enomerno strukturirani in so bolj občutljivi na te ekstremne dogodke, predvsem kadar gre za homogene sestoje smreke. Kaj zdaj to pomeni? Po eni strani to pomeni, da je zelo pomembno, da ohranjamo te stare gozdove, ki so bolj odporni, in da spodbujamo v gozdovih to raznovrstno strukturo. Pomeni pa to tudi to, da so te ekstremni dogodki, te motnje, ki se nam mogoče zdijo katastrofalne, so tudi priložnost, da se te relativno homogeni sestoji spremenijo v nek nov, drugačen, bolj raznovrsten gozd. In tole je slika s Pokljuke, kjer smo bili letos tudi na terenu. In mogoče to je bilo eno območje, kjer je bil vetrolom oziroma tudi izbruh podlubnikov. Ko pogledamo tole, se nam zdi, da okay, to zdaj ni več gozd in to ni to. Ampak če gremo bolj podrobno gledati, je tukaj cel kup mladih dreves, različnih drevesnih vrst. Kar pomeni, da bo to v prihodnosti gozd, ki bo spet imel tiste funkcije, o katerih sem prej govorila, bo pa tudi bolj raznovrsten kot gozd, ki je bil tam prej in bo na tak način verjetno tudi bolj odporen na podnebne spremembe. Kaj zdaj to pomeni za vse te ekosistemske storitve, o katerih sem prej govorila? Torej, ko se zgodi neka taka motnja, iz sistema izgubimo ogljik, kar pomeni, da se ne moramo zanašati več na to, da bodo gozdovi sami po sebi skladiščali ogljik v nedogled. Ko se zgodijo taki dogodki, izgubimo ogljik. Zgodi se tudi nestabilnost na trgu lesa, ker je kar naenkrat lesa veliko, sploh če hočemo ves ta les odstraniti iz gozda. Imamo tudi nek mogoče negativen vpliv na izgled krajine. Potencialno se tudi zmanjša ta zaščita pred naravnimi nevarnostmi, o kateri sem prej govorila, čeprav to ni čist vedno res. Kadar imamo mrtev les v gozdu, ta v bistvu lahko nudi še več zaščite, recimo pred padajočim kamenjem, če ga tam pustimo. In tudi za biodiverziteto so v bistvu takšni dogodki, čeprav se nam zdijo negativni, so lahko zelo pozitivni, ker je v tem mrtvem lesu, ki tukaj leži okrog in se mogoče nam ne zdi lep, ogromno habitatov za različne žuželke, glive in tako naprej, ki so med najbolj ogroženimi v gozdnih ekosistemih. Pa tudi na višji ravni, na ravni krajine, se s tem poveča raznovrstnost krajine, kar pomeni, da imamo spet več različnih habitatov za različne vrste. Je pa to odvisno od tega, kako mi s tem gozdom upravljamo. Torej, če imamo idejo, da je treba vse pospraviti, torej sanitarne sečne, to je primer iz Italije, po enem velikem vetrolomu, je velikokrat vpliv na vse te ekosistemske storitve veliko hujši, kakor če ne naredimo nič in pustimo. Kar je včasih za ljudi zelo težko. Vsi imamo to idejo, da gozd mora biti takšen, kakor nam je všeč, pospravljen, marsikomu je to všeč. Ko se zgodi nek ekstremni dogodek, ki se zdi dramatičen, imamo tudi potrebo, da je treba nekako ukrepati in nekaj narediti. Ampak včasih je tudi boljše za ekosisteme in za biodiverziteto, če ne naredimo nič, kar je včasih tudi težje. Torej, da povzamemo, v evropskih gozdovih imamo vse več
teh ekstremnih dogodkov, motenj, vetrolomov, požarov in tako naprej, kar bo v prihodnosti ogrožalo nekatere ekosistemske storitve teh gozdov. In na to se moramo pripraviti. Ampak vse ni čist preveč katastrofalno, ker je veliko gozdov tudi zelo odpornih na te motnje. Problem so mogoče lahko bolj sušna območja, kjer je ta obnova počasnejša. Posebej občutljivi so smrekovi gozdovi, ampak to hkrati tudi pomeni, da so te motnje v bistvu en proces ekosistemske dinamike, kjer se ekosistem sam tudi prilagaja na podnebne spremembe. Torej lahko pričakujemo, da bo teh dogodkov v teh smrekovih gozdovih v naslednjih letih vedno več, ampak na račun tega bo tudi nastal bolj raznovrsten gozd prihodnosti. To je zaenkrat vse. Hvala in se veselim kakšnih vprašanj. Ja, hvala, Ana. Jaz predlagam, da mogoče gremo kar naprej, pa imamo na koncu diskusijo za vse tri, ker drugače pa res zanimiva predstavitev. Zdaj bomo šli pa k Barbari Ulčar. Iz nekega merila, gozdnega merila in dreves kot nekih sestavnih delov ekosistemov gremo zdaj na popolnoma drugo merilo mikroorganizmov kot sestavnih delov ekosistemov in biotske raznovrstnosti. In nam bo predstavila Barbara Ulčar, ki je svojo študijsko pot začela tudi na Biotehniški fakulteti in po zaključenem dodiplomskem študiju mikrobiologije se je vpisala na magistrski študij biotehnologije, šla na Erasmus plus prakso v Gent, kjer tudi svojo karierno pot nadaljuje še danes. In leta 2020, ko je dobila štipendijo za doktorski študij s strani Flamskega sklada za znanost, znanstveno raziskovanje, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, sem lepo povedal, še znam nizozemsk, ki omogoča utiranje samostojne raziskovalne poti. Zdaj, v svojem delu se ukvarja s proučevanjem mikroorganizmov, ki sodelujejo pri proizvodnji bioosnovanih kemikalij iz odpadne biomase. In kar izvoli, Barbara. Ja, najlepša hvala za tale uvod. Me slišite? Ja. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Jaz sem zelo vesela za vabilo, ker bi vam danes rada predstavila par tehnologij pa par idej, pri katerih v bistvu glavno vlogo igrajo mikroorganizmi in bodo po mojem mnenju pomembni za bolj trajnostni razvoj naše družbe. Tole bo naprej. Ja, tole bo naprej. Jaz verjamem, da večina vas je nekako pozna tole shemo oziroma tole sliko, ki prikazuje 9 sistemov, 9 procesov, ki so pomembni pri ohranjanju stabilnosti našega zemeljskega sistema. In v letošnjem letu so znanstveniki ugotovili, da pravzaprav 600 teh sistemov je že presegal mejo nekega varnega obratovanja. In mislim, da na tem mestu se lahko vsi strinjamo, da je neka sprememba nujna. Zdaj, kakšna je ta sprememba? Recimo, lahko bi se vsak od nas odločil, da bi rad živel manj udobno, manj zapravljal, manj porabljal. Lahko bi se recimo politike odločile, da bi spremenili naš ekonomski sistem in ja, furali ekonomijo drugače, ampak nisem v bistvu danes zato, da razmišljam in debatiram o teh stvarih. Danes bomo pač sprejeli, da se naša potreba po hrani, gorivih, kemikalijah in materialih povečuje in na drugi strani se povečuje tudi onesnaženost našega planeta, imamo vedno več izpušnih plinov, vedno bolj onesnažene vode in vedno več odpadkov. In tukaj pridejo na vrsto naši najboljši mladi prijatelji, mikroorganizmi. Tako da danes si bomo pregledali par primerov, kako lahko mikroorganizmi sodelujejo na eni strani pri čiščenju ali pa zmanjševanju negativnih posledic našega ravnanja in na drugi strani pri zagotavljanju neke povečane potrebe po blaginji. Mikroorganizmi, kot ime pove, organizmi, ki so našim očem nevidni, mikroskopski. Kaj pa je mogoče zanimivo je, da jih v bistvu najdemo prav v vseh domenah življenja. Zdaj, tole je drevo življenja, ki se deli na bakterije, arheje in evkarionte in vse, kar je rastlinskih in živalskih vrt in vsega, kar mi vidimo s prostim očesom, se nahaja v tem majhnem zelenem oblačku. In vse ostalo so neki mikroorganizmi oziroma organizmi, ki zagotavljajo ogromno biotsko raznolikost, ki verjamem, da bom mogoče tudi vid nekaj več povedal. Zdaj, oni so zelo raznoliki in zelo raznolik je tudi njihov metabolizem. Na tej shemi recimo vsako vozlišče predstavlja eno molekulo in vsaka povezava predstavlja reakcijo in če si pogledamo
Naš metabolizem, torej to je celično dihanje, kako mi pridobivamo energijo, je pravzaprav po tej poti, ki je tukaj označena z roza, in v tem ciklu citronske kisline mi glukozo oksidiramo do končnega CO2 in vode. In vidimo, da mikroorganizmi počnejo še marsikaj drugega. In mi smo se naučili to v tej vedi biotehnologije tudi uporabljati. Torej ne samo mikroorganizmov, to bo danes poudarek, ampak tudi drugih organizmov, torej biotehnologija je veda, ki se ukvarja z uporabo organizmov v tehnologiji, kako bi rekel. Zdaj ta veda se deli na različne barve, to niti ni bistveno, danes se bomo gibali nekje tukaj pri industrijskih procesih, pri katerih industrijska biotehnologija poskuša zagotoviti nove goriva, kemikalije, materijale, ki jih napravimo bolj trajnostno, bolj zeleno. In torej malo se bomo dotaknili goriv, kemikalij in pa mogoče materijalov. Začela bom kar z gorivi, mogoče ne, ker so meni najljubša ali pa ker bi največ vedela o njih, ampak zato, ker bi rada izpostavila eno polemiko, problematiko, kaj je pravzaprav trajnostno oziroma kaj je zares zeleno. Ker če pogledamo prve generacije biogoriv, so bile te predvsem bioetanol, so bile te narejene iz nekih užitnih rastlin, recimo iz koruze, iz sladkornega trsa, imamo zelo veliko takih tovarn, predvsem v Južni Ameriki. In takšna proizvodnja direktno tekmuje z neko proizvodnjo hrane. In v takšni proizvodnji recimo tudi kmetijstvo samo je breme za okolje, povzroča onesnaženje. Torej, če mi gojimo rastline zgolj z namenom proizvajanja goriva in ga potem porabljamo, to je mogoče bolj trajnostno, kot je uporaba nafte, ampak kaj je to zares trajnostno. Seveda so tudi drugi znanstveniki o tem razmišljali, tako da imamo druge generacije biogoriv. Trenutno se večinoma nahajamo nekje pri drugi generaciji, ki ali predvideva uporabo nekih lignociluloznih biomas, ki ne tekmujejo direktno s hrano, ali pa predvideva uporabo recimo bioodpadkov. Potem so še tretja in četrta generacija, si pa mogoče več preberete kje drugi. Če na hitro pogledamo postopek, ker je v bistvu vsi ti goriva, biokemikalije so narejene na podoben način. Imamo nek vhoden material, ki ga je treba malo obravnavati, pa nekako malce razgraditi, da lahko potem naši mikroorganizmi, v tem primeru bodo to kvasovke, enake kot pri proizvodnji piva ali pa vina, proizvajajo etanol, ki ga potem destiliramo kot v proizvodnji žganja in dobimo zdaj neko biogorivo. Ta bioetanol se tudi danes dodaja že bencinu, nekje med 10 in 15%, tako da tudi vaši avtomobili vozijo na to gorivo. Drugo gorivo, ki je v bistvu plinasto gorivo, je metan. To je enaka molekula kot zemeljski plin, samo da ga tukaj pravzaprav proizvajamo iz bioloških materialov, pri čemer nam pomagajo mikroorganizmi. Zdaj enak proces se v naravi dogaja recimo pri prežvekovalcih, pri kravah, in pa recimo v mokriščih nastaja zelo veliko metana in je tudi nek vir toplogrednih plinov. Ta postopek malce bolj natančno opisan zaradi poznejše razlage. Ima 4 faze. V prvih 2 sodelujejo bakterije in kvasovke, v zadnji pa arheje, če bi koga to zanimalo. In najprej gre za to, da moramo polimere razgraditi, potem pa jih v procesu hidrolize, procesu acidogeneze, jih spremenimo v neke take intermediate, ki so manjše organske molekule, zelo dobro topne v vodi, potem se vse te spremenijo v acetat in v plin, ki potem na 2 različnih poteh nastaja bioplin, metan in nekaj CO2. Zdaj ljudje smo bili dovolj pametni, da ne rabimo 4 želodcev kot krave, ampak smo vse to stlačili v en bioreaktor, torej v anaerobni digestat. To se dogaja v bioplinarnah. In kaj je lepota tega procesa, je v bistvu, da je to zelo robusten proces. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi lahko tukaj damo bolj kot ne kakršenkoli biorazgradiv odpadek. Lahko so to res kuhinjski odpadki, mogoče so to neke odplake iz klavnice, neke biološko zelo bogate odpadne vode iz industrije ali pa mogoče tudi gnojnica iz hleva in tako naprej. Torej bakterije, mikroorganizmi tukaj noter se lahko prilagodijo zelo različnim substratom in vedno na koncu dobimo bioplin, ki ga potem porabimo za elektriko in toploto.
pa tudi na koncu še nekaj za gnojilo, kar je ostanka iz reaktorja. In to je super tehnologija, to je tudi v Sloveniji imamo kar 16 bioplinarn in je to zelo starodavna tehnologija, že v stari Indiji so jo aplicirali. Zdaj, kljub temu, ja, vse lepo in prav, ampak bioplin je v bistvu zelo nizke tržne vrednosti. To je en problem, sicer ga je zelo enostavno dobiti ven iz te mase, ampak na koncu koncev ni vreden veliko, pa tudi to, da so energijo, ki so recimo rastline s pomočjo sonca in CO2, ki so rastline s pomočjo sonca vgradile v neko kompleksno biomaso, zelo hitro spet skurimo nazaj v CO2. Zato so znanstveniki razmišljali, mogoče pa, če pravzaprav zatremo ta zadnji korak metanogeneze, pa se ustavimo tukaj. Pri intermediatih so te organsko večje molekule, imajo tudi večjo tržno vrednost in bi bile zanimive. Te molekule so v bistvu tudi platformne kemikalije, kaj pomeni, da jih lahko enostavno že vključujemo v poznane procese v drugih industrijah, recimo farmacevtski ali pa pri proizvodnji barv ali pa kaj podobnega. In to je super, samo problem telih specifičnih intermediatov je, da so res dobro topni v vodi. In ker so res dobro topli v vodi, jih težko ekstrahiramo. Ta ekstrakcija je zelo draga in se v bistvu ekonomično ne splača. Zato smo razmišljali naprej, mogoče pa lahko te intermediate poje neke druge bakterije in potem tisti je boljši produkt. In zares temu procesu se reče sekundarna fermentacija, torej to je primarna in potem sekundarna, pri katerem te intermediate spreminjamo v nek drug produkt. Zdaj lahko so to različni produkti, danes bomo omenili samo tega, ker je to tudi proces, s katerim se ukvarjamo v svojem doktorskem študiju. Načeloma se metabolizmu reče podaljševanje verige, ampak ni to bistveno, kar je pomembno je, da mi pridobivamo iz teh krajših intermediatov neke daljše kisline, ki imajo bolj hidrofoben rep, in ker so bolj hidrofobne, so težje topne v vodi, ker so težje topne v vodi, jih je lažje ekstrahirati in so zato ekonomsko je proces bolj fizibilen. Zdaj ponavadi nas najbolj zanima neka kislina, ki ima 6 ogljikovih atomov, heksanojska kislina ali kapronska kislina, ki se uporablja pri proizvodnji dišav, zdravil, barv in tudi v bistvu kot antimikrobno sredstvo namesto antibiotikov, ker je do neke mere toksična za mikroorganizme. Zdaj, kako to izgleda v laboratoriju, zelo na hitro. Mi imamo nek bioreaktor anaeroben in ta naš specifično bioreaktor ima bakterije organizirane v take granule in to je z tehnološkega vidika zelo zanimivo, mogoče, če vas več zanima, poznaj lahko razložim, zakaj. Mi v tem primeru izdelamo sintetični medij, ki ima sladkor in na koncu ven priteče neka zmes teh kislin. Zdaj, kot lahko vidite tukaj, v mojem primeru to ni najbolj stabilno. Vedno imamo sicer to kaprojsko kislino kapronsko. Ni najbolj stabilno, selektivnost ni najboljša, ampak ni toliko pomemben, ker to ni tema mojega doktorata. Jaz se bolj ukvarjam s tem, kakšna je vloga mikroorganizmov, posameznih mikroorganizmov pri tem procesu. In če pogledamo in pa recimo, kakšne so interakcije med njimi. In če pogledamo zdaj mikrobno združbo, lahko vidimo, da imamo več kot 50% ene in iste taksonomske enote ali pa recimo iste vrste, da poenostavimo mlečno-kislinskih bakterij, potem pa enih 20% teh, ki dejansko delajo to kislino in pa še nekaj drugih. Zdaj, to ne izgleda optimalno, ampak niti ni toliko pomembno. Podobne raziskave so pokazale, da v bistvu v vseh teh sistemih najdemo te mlečno-kislinske bakterije, ki ne delajo te kapronske kisline. In eno vprašanje, ki se je pojavilo, je, zakaj pravzaprav se najdejo te bakterije, ki sicer so pomembne pri pridelavi mleka v sir, vedno najdejo v teh sistemih. In vas tudi povabim, če vas bolj zanima, da si odgovor preberete v publikaciji, ki bo kmalu dostopna. Da pa to ni samo ideja, v bistvu obrat za proizvodnjo takih kislin že obstaja in v bistvu so ga zgradilo podjetje Chaincraft, ki je spin-off Univerze v Wageningu v pristanišču Amsterdam, Nizozemskem, iz odpadne hrane, ki tam pripluje, proizvajajo različne kisline in jih prodajajo naprej.
Zdaj pa ne vem, kako sem s časom, imam še malo. Bom zelo na hitro, rada bi vam predstavila samo še en kompleks, zdaj smo bili en koncept. Zdaj smo bili pri neki trdni ali pa tekočih odpadkih. Jasno se pa vsi zavedamo, da imamo tudi zelo veliko izpušnih plinov. In v stroki se pojavlja koncept zajetja ogljika in v bistvu njegove utilizacije oziroma njegovega uporabe, recimo temu. Zakaj gre pri tem je, da recimo lahko ogljikov dioksid ali pa ogljikov monoksid tudi s pomočjo nekega trajnostno renewable hydrogen, torej nekega trajnostnega vodika, ki ga lahko dobimo s hidrolizo vode, ki jo lahko dobimo z uporabo trajnostne elektrike, reduciramo v organske molekule. To je lahko mravljična kislina, lahko je to metanol, lahko je to metan. In recimo ta tehnologija v metanol to je v bistvu samo kemični proces in ta proces že obstaja tudi na industrijski skali. In metanol sam je lahko gorivo, lahko pa spet te molekule hranimo mikroorganizmom. In recimo v delu ene moje kolegice iz našega centra tudi so gledali, kako različni te substrati vplivajo na proizvodnjo mikroorganizmov, ki bi lahko bile uporabna kot hrana, ker tudi vemo, da potrebuje današnja družba vedno več proteinskega vira in ta proteinski vir bi lahko bile tudi bakterije. Tudi eno slovensko podjetje je prepoznalo potencial metanola, ki je v bistvu na tak način prihaja iz CO2. Torej ACSBio, oni imajo tudi patentno prijavo, da lahko iz tega metanola delajo različne biokemikalije in različne biomateriale, glede na to, kako v bistvu spremenijo metabolizem in zinženirajo svojo bakterijo oziroma kvaso, ko nisem uspela ugotoviti, da so bakterije ali kvaso, mogoče če kdo tukaj pozna. Potem pa tudi v našem centru recimo proizvajamo te kisline iz metanola s pomočjo ene bakterije, ampak ta ista bakterija v bistvu lahko to dela direktno iz CO2 pa iz vodika. Torej za bakterijo v bistvu ni nujno, da gremo mi prek neke te kemijske pretvorbe v organsko snov, pa potem, da one to pojejo, ampak one lahko kar direkt CO2 ali pa recimo one lahko kar direkt ogljikov monoksid in to je tudi v bistvu metabolizem, ki ga pa izkorišča tehnologija Lanzatech, kjer so pa zgradili zdajle v Gentu, ravno gradijo, zaključujejo gradnjo, še enkrat bom rekla gradnjo, stilanol obrata, kjer pa direktno iz izpuhov, ki nastajajo pri proizvodnji jekla, proizvajajo bioetanol. Torej v bistvu tole, kar vidite tukaj, so 4 ogromni bioreaktorji, recimo tole so 3 stopnišča, ki jih direktno hranijo, skoraj direktno, z izpuhom pri proizvodnji jekla in iz tega proizvajajo bioetanol. In še zadnja kombinacija, ki je meni zelo draga, oziroma ideja, je, da poznamo tudi tehnologije, ki lahko pa v bistvu kakršnekoli odpadke spreminjajo nek ta sintetični plin in pa neko inertno žlindro. Torej ta isti sintetični plin, torej recimo neko gradbeni material ali medicinske odpadke ali pa kakorkoli in iz teh mi lahko potem ali direktno jih hranimo bakterijam ali pa vmes proizvajamo metanol, kakorkoli, ampak recimo, če si predstavljamo najbolj bizarno situacijo je, da smo nekje naše letne gume, ki so nam odslužile, dali v ta zažig in na koncu dobimo na naš krožnik zrezek, narejen iz alternativnih proteinskih virov in tako sklenemo nek čuden krog prehranjevanja, ali kako bi temu rekel. Zaključila bi s tem, da po mojem mnenju so mikroorganizmi res cool, da imajo mikrobne tehnologije, imajo pomembno vlogo in pa bodo imele še pomembnejšo vlogo pri nekem bolj trajnostnem razvoju v prihodnosti. In pa mogoče vas povabim tudi razmisleku, da vedno, ko vidite neki bio, se vprašate, če je to res nujno trajnostno. Zahvalila bi se najprej Vtisu za povabilo, vsem mojim sodelavcem, mojim promotorjem Ramonu, Niku in Albertu in pa seveda FWO za financiranje projekta. Hvala. Hvala, Barbara. Res impozantno. Če ste mislili, da smo šli zdaj v neko natančno drobno merilo,
bomo šli še bolj na neko merilo DNK, kjer bo Vičvara pokazal svoje delo. Vičvara je raziskovalec na UNESCO katedri za trajnostno upravljanje varstvenih območij na Koroški univerzi aplikativnih znanosti v Beljaku. Pri svojem delu raziskuje vplive okoljskih sprememb na biodiverziteto s pomočjo najnovejših genetskih tehnologij. Osnove raziskovanja biotske pestrosti je spoznaval tekom študija biologije in ekologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in na Ludwig Maximilian univerzi v Münchnu. Deloval je tudi v Bavarski zoološki zbirki v Münchnu, Prirodoslovnem muzeju v Berlinu ter na Inštitutu za raziskovanje voda EAWAG v Zürichu. Svoje znanje je poglobil z doktorskim projektom o vplivu okoljskih in človeških dejavnikov na biotsko pestrost na Helmholtz centru za raziskovanje okolja v Leipzigu in na Goethe univerzi v Frankfurtu na Majni. Za vrednotenje biotske raznovrstnosti VIT razvija in analizira orodja za vzorčenje okoljske DNK v naravovarstvenih območjih ter v rednem monitoringu stanja okolja. Takšne analize so ključne pri načrtovanju dolgoročnega upravljanja naravovarstvenih območij, ker zagotavlja neko objektivno in standardizirano vrednotenje biotske pestrosti. Več bo povedal kar VIT sam. Se slišimo, ja. Hvala Žiga za ta lep povzetek moje poti. Jaz delujem na Koroški univerzi aplikativnih znanosti v Beljaku pa Celovcu. Sem član katedre za vzdržno upravljanje zavarovanih območij. Na naši katedri pa se ukvarjam z nekima dvema temeljnima področjima. Prvo je povezava človeka z okoljem, z zavarovanimi območji in pa okoljskimi storitvami. Druga pa je podpora in pa nekako opolnomočenje različnih deležnikov pri oceni biotske pestrosti v teh območjih. Pri tem se močno opiramo na različne tehnologije, med drugimi remote sensing, neinvazivne pasti za zaznavo organizmov in pa tudi molekularne metode, predvsem genetske metode. Kaj so te molekularne metode, s katerimi, kot je Žiga povedal, se sam najbolj ukvarjam in tudi vodim razvoj na naši univerzi. To so metode, ki temeljijo na teh bioloških molekulah, ki jih najdemo v vseh organizmih. Te molekule prenašajo informacijo o lastnostih vseh organizmov in so za vsak organizem specifične. Ker pa se organizmi gibljajo po prostoru, po različnih ekosistemih in medijih, za sabo neprestano puščajo sled. In ta sled v obliki celic ali pa prostih molekul ali pa odmrlih organizmov konča recimo v vodi. In to so začeli prvo mikrobiologi že okoli 50 let nazaj izkoriščati za zaznavo mikroorganizmov. Pred nekje 15 leti pa se je pojavil tudi termin okoljska DNA in od takrat vidimo skokovit rast člankov na to temo, ki je leta 2020 že presegla 200 publikacij na leto. Torej, nek svetovni trend je, ker so ljudje, raziskovalci, ampak tudi druge organizacije prepoznale korist teh metod za oceno različnih okoljskih parametrov. Kje najdemo to DNK zdaj ali pa druge vrste informacijskih molekul, na podlagi katerih lahko določamo biodiverziteto? Mogoče najbolj blizu nam je RNK molekula COVID-a, ki smo jo spremljali zadnjih nekaj let in na podlagi vodnih analiz smo lahko spremljali trende, koliko je tega virusa dejansko med nami. Drugi mediji pa puščajo veliko želja odprtih, najdemo jih v vodi, v zemlji, tudi v zraku, kjer se je metoda začela razvijati 2 leti nazaj, in pa na drugih organizmih, torej epibionsko, kot recimo v primeru rastlin, na katerih lahko zaznamo DNK opraševalcev. Zakaj so te metode tako pomembne? Prvo kot prvo, vsi se zmeri bolj zavedamo, da po eni strani globalno segrevanje, ampak zraven tudi naš samo vpliv na okolje je zmeri večji.
sama populacija ljudi raste, kot smo videli tudi različni inputi, torej v okolje so zmeri večji. In ena zelo taka drastična študija, ki je pokazala analize žuželk, torej hobi entomologov, ki so raziskovali žuželke v Nemčiji v zaščitenih območjih, da je bil ta padec biomase, ob tem pa tudi vrst, 75% v zadnjih 27 let. Torej 3/4 vseh žuželk je nekam zginilo. Po drugi strani vemo, da moramo okolje zaščititi in imamo vse več zavarovanih območij, katere pa brez aktivnega monitoringa, brez aktivnih podatkov, na podlagi katerih lahko upravljamo ta zaščitena območja, ne moremo učinkovito upravljati. In ena izmed poti je tudi uporaba genetskih metod. V zadnjih 20 letih je cena teh metod več kot 10.000-krat nižja, kar pomeni, da je praktično dostopna vsakemu dan danes. V primerjavi, recimo, če gremo zdaj k analizi okolja, biodiverzitete, kjer imamo primer klasične metode, kjer določamo organizme na podlagi biodiverzitete, moramo izbrati neko okolje, uporabiti pravilno metodo, kako te organizme ujeti in jih potem glede morfološko ovrednotiti, določiti. Če pogledamo teh nekaj organizmov, jih približno vsi poznamo in tudi imamo veliko amaterjev ali pa profesionalcev, ki se z njimi ukvarjajo. Po drugi strani imamo pa skupine organizmov, kot so recimo glive ali pa kakšni mikroorganizmi ali pa kakšni nevretenčarji, ki jih ne poznamo, ali pa recimo paraziti, za katere imamo zelo malo strokovnjakov. Recimo to je primer za te postranice, to so raki, ki živijo v vodah, pa tudi recimo na obalah. Te strokovnjaki, ki so največ vrst odpisali, ki najbolj te poznajo, praktično ne delujejo več. Le v črnih linijah vidimo strokovnjake, ki so dejansko zaposleni stalno na svetovnih organizacijah. To pomeni, da strokovnjake, zato ker je zmeraj manj financiranja za taksonomijo, izgubljamo. Torej to morfološko identifikacija zmeraj manj pride v poštev. Po drugi strani imamo pa recimo za Nemčijo število biologov se dejansko v zadnjih 10 letih za skoraj tretjino povečalo. Torej ne gre v smer, kjer bi lahko učinkovito določevali biodiverziteto in pa organizme. Recimo za to skupino bo potrebovali, da bi sploh opisali samo organizme, ki jih imamo, prek 500 let. Pa naj dam še en primer, da vidimo ta kontrast, kako učinkoviti smo. Na Švedskem, torej zelo napredna, bogata družba, ki vlaga veliko v varstvo okolja in biodiverzitete, so se pred 20 leti odločili za projekt Swedish Malay Trap. To so take pasti, ki, kot sem prej rekel, ujamejo žuželke, ki letajo mimo. In na 80 lokacijah po Švedskem so nastavili te pasti in jih spremljali 4 leta, da bi videli, kakšna je biotska pestrost v različnih habitatih, v različnih območjih v tej državi. Po teh 4 letih so vseh par tisoč vzorcev razdelili v 100 frakcij, glede na različne organizme, ki so se noter ujeli, in jih poslali strokovnjakom po celem svetu, da določijo te organizme. Povedal bom, da še danes ti vsi vzorci niso določeni, a pa imam mogoče kdo kako idejo, kak odstotek teh vzorcev je bil določen v 20 letih. Bom jaz odgovoril, da ne bo pretežko 1%. 1%. Potem so se končno odločili, da zdaj je to dovolj. Med njimi so našli tudi nove vrste za znanost, kar je spodbudno, seveda je bilo delo odlično opravljeno, ampak rekli so, če hočemo kdaj to analizirati, ne šele čez 2000 let, bomo mogli nekaj spremeniti. In so aplicirali genetske metode in v roku enega leta so prišli podatki za večino organizmov v teh vzorcih. Da vidimo, kak lahko nova tehnologija doprinese k
določanju organizmov recimo v nekem območju. Kaj pa je zdaj takega, zakaj ne to več apliciramo? Pri molekularni analizi ali pa genetski analizi imamo več korakov. Kot pri tradicionalni moramo vedeti, kaj vzorčimo. Lahko vzamemo vzorec okoljskega medija in iz tega ekstrahiramo, torej izločimo DNK. Na podlagi te informacije DNK vseh organizmov v teh vzorcih lahko s pomočjo referenčnih baz podatkov, ki smo jih ustvarili recimo za vsako državo v okviru različnih projektov in platform, primerjamo naše sekvence, ki jih imamo v vzorcih in določimo organizme. Danes imamo tudi ogromno novih tehnologij, ki so zelo cenovno dostopne, tudi prostorsko ne potrebujemo več daleč najboljših laboratorijev. Nekatere naprave, ki omogočajo pridobitev podatkov, so velikosti USB ključka in pa veliko platform in pa softvera je prosto dostopnih. Tako da nekih resnih ovir za aplikacijo teh metod ni več. Naj vam še pokažem par primerov, kaj mi počnemo na katedri. To je reka Bela, severno od Železne Kaplje, na katerem ni nobenih hidroelektran in pa jezov. In tukaj nam je uspela tudi taka fantastična fotografija teh različnih habitatov na reki Beli s pomočjo dronov. Resolucija te slike je 2 centimetra, kaj vse nam danes tehnologija omogoča. Dežela Koroška se odloča, da bo to območje zaščitila, ampak nimajo veliko podatkov o sami biodiverziteti, zato so nas prosili, če lahko določene metode apliciramo. Med drugim smo tudi naredili aplikacijo DNK iz vode in pa iz zemlje. In bom dal par primerov, kaj smo zanimivega našli, kar mogoče ni pri navadnih metodah morfoloških identifikacij. Torej 10 vrst rib smo zaznali v tej reki. Med drugim pa tudi vrste, ki jih morfološko ne moremo določiti, kot so pisanci. To so ribe, ki jih najdemo recimo v Krnskem jezeru, če se ne motim. Pol smo recimo zaznali jezersko zlatovčico. To je vrsta, kot ime pove, ki ponavadi ne živi v rekah, ampak je verjetno DNK bila prinešena iz ribogojnice gorvodno. Pa tudi zaščitene vrste, za katere je smiselno take habitate varovati, kot je lipan. Zaznali smo tudi kar 114 vrst nevretenčarjev, med drugimi tudi tuje rodne vrste, ki so potrebne posebne pozornosti, da se z njimi njihovo širjenje uspešno omejuje. Druga primerjava pa je geotak, to je tak bioblic, se reče, dogodek, pri katerem pride veliko strokovnjakov na eno lokacijo in poskušamo v roku 24 ur čim več organizmov tam določiti, da pokrijemo nekako ta siva področja, kjer nam manjka podatki za biodiverzitet. To se je dogajalo v biosfernem parku Nockberge, ki je nekoliko severno od Celovca. In okoli 50 strokovnjakov iz cele Avstrije je prišlo. Mi smo imeli to čas, da smo prvič uporabili eDNK na tem dogodku tudi. In smo v tem visokem barju Sankt Lorenzen določevali torej v potoku, ki teče skozi organizme s pomočjo DNK-ja. Če se fokusiram, ker je bilo ogromno podatkov, ki smo jih pridobili in tudi strokovnjaki so pridobili veliko podatkov na eno skupino žuželk, to so tako imenovane EPT taksoni, vrbnice, mladoletnice in pa enodnevnice, tako je, se opravičujem. Smo zaznali kar 54 vrst teh pokazateljev dobre kakovosti vode. V primerjavi strokovnjakov, ki so morfološko določevali te organizme, smo zaznali skoraj 2-krat toliko organizmov v samem potoku in niti ne vzorčenju drugih habitatov. Tukaj vidimo tudi prekrivanje, koliko vrst je bilo enakih in pa kaj smo mi dodatno zaznali in kaj so strokovnjaki za te skupine zaznali.
Kaj nam tudi potem to omogoča, taka primerjava, ki jo izvedemo dokaj hitro, je, da primerjamo recimo vrstno pestrost ali pa tudi celotne združbe organizmov, kako podobne so, recimo to je referenčna lokacija dolvodno in vidimo, da lahko zelo jasno primerjamo različne združbe na podlagi genetskih podatkov. Kaj pa je zdaj ključno, da mi naredimo ta preskok iz samih tradicionalnih metod proti novim metodam oziroma kako se lahko te dopolnjujejo. Predvsem je ključno, da zbiramo različna mnenja. Od tradicionalnih strokovnjakov, torej za posamezne skupine, do strokovnjakov, ki mogoče niso samo na področju genetskih metod, ampak biodiverzitete, ampak tudi samo na genetskih metodah, da prinesem najboljše prakse. Potem potrebujemo srednjeročne strategije. Torej, samo razvoj metod gre v vse možne smeri, države, skupnosti držav, lokalne skupnosti se morajo pa odločiti, kako bojo učinkovito vsa ta sredstva in vložke dejansko usmerili, da bomo na koncu dobili najboljše metode, ki jih bomo lahko uporabljali. Recimo dober primer tega je Finska. Finska je nekje 5 let nazaj začela to iniciativo implementacije EDNK-ja oziroma molekularnih metod v standardni monitoring voda, predvsem jezer, ki jih ima Finska ogromno. In trenutno se nahaja nekje, da že imajo dokument, strateški dokument, katere metode pridejo v poštev in v to niso vključeni samo recimo strokovnjaki z ključnih nacionalnih inštitucij ali pa znanstvenih inštitucij, ampak dejansko povabijo oni na vse mitinge celotno skupnost raziskovalcev in pa tudi lokalnih deležnikov, ki bojo to kasneje izvajali. In ti mitingi se dogajajo enkrat na mesec, recimo. Torej zelo aktivno delajo na tem, da bojo nove tehnologije implementirane, pa da bo cela družba od tega profitirala. Tretji pomemben aspekt je pa standardizacija. Standardizacija se mora dogajati na čim višjem nivoju in trenutno glede genetskih metod imamo že standardizacijo na evropskem nivoju glede vzorčenja vode, kaj dlje nismo še prišli, ampak po drugi strani je bil zdaj svet organiziran, ki bo v naslednjih letih razvil standarde za implementacijo tudi EDNK metod na globalni ravni. Kaj mi delamo še, da na hitro povzamem, par projektov takšnih, ki so nekako v skladu s tem, kar sem zaenkrat povedal. Imamo recimo en projekt Helix, ki podpira predvsem zeleni prehod pri kmetijstvu v skladu z novimi razvoji na področju sončnic in pa novimi geografskimi lokacijami, kjer bi se te sončnice v prihodnosti glede na globalno segrevanje implementirali. Mi uporabljamo genetske metode za analizo biodiverzitete, ki so povezane z različnimi linijami sončnic. V projektu DNA Aqua Image z partnerji praktično skoraj cele Evrope delamo na tem, da bomo za okoljski monitoring in določanje vrst poskušali standardizirati pristope za nevretenčarje in pa diatomeje, torej vrste alg. In pa zdaj še na to sem kar ponosen, smo pred enim tednom, mislim, da pripravili projekt skupaj s 3 partnerji iz Slovenije, partnerskimi organizacijami, pa z ogromno deležniki, ključnimi, projekt Zdrava, to je implementacija genetskih metod za določanje biodiverzitete in pa podporo skupnosti, ki živijo tu na reki Dravi, da bi nekako naredili ta preskok in pa nadoknadili zaostanek, ki se je nabral v zadnjih letih v regiji Koroški in pa Sloveniji, torej v Interreg projektu in nekako zbrali celotno znanje in vključili deležnike, da so informirani o najboljših praksah, ki se trenutno dogajajo na tem področju. Torej, 3 ključni zaključki. Te nove tehnologije, nove analizne metode
omogočajo praktično nešteto možnosti, na kak način jih lahko implementiramo. Ključno za učinkovito implementacijo in pa uporabo je priprava minimalnih standardov, v pripravo katerih so vključeni čim širši krog deležnikov. To pa bomo uspeli samo z zelo vključujočim pristopom, ki dejansko informira deležnike na vseh ravneh. Toliko z moje strani. Hvala za pozornost. Okay, super. Vsi trije ste bili zelo točni, se vidi, da ste naravoslovni znanstveniki. Vi, če se lahko usedeš, bomo imeli zdaj diskusijo o biotski raznovrstnosti. Ima kdo najprej iz občinstva kakšno vprašanje za naše goste? Ja, prosim. Andrej Grebenc. Glede pogozdovanja in biotske raznovrstnosti, ali je to pogozdovanje v bistvu naravno, to se pravi je biotska raznovrstnost naravno, po naravnem procesu, ali je tukaj človeški faktor, ki je vplival na biotsko raznovrstnost? Ja, sigurno je tukaj človeški faktor zelo pomemben. V bistvu, ko govorimo o ekosistemih v Alpah, praktično nimamo sistemov, kjer človek ne bi bil del tega sistema. Torej je pač ta zgodovinska raba tal je sigurno vplivala na te ekosisteme in te smrekovi gozdovi v velikem delu Alp so posledica na eni strani načrtnega pogozdovanja. Bilo je eno obdobje, kjer so se ljudje začeli zavedati pomena gozdov za varovanje pred naravnimi nevarnostmi in so pogozdovali nekatera območja. Hkrati pa je to tudi so območja, kjer je bila včasih kmetijska raba, pa se je potem smreka zarasla in ker je večino kmetijske rabe se je opustilo v približno istem času, se je potem velika območja so se hkrati zarasla in so zato precej homogena tudi. Torej ja, človeški faktor je kar pomemben, ni pa enoznačen z vidika biodiverzitete. Da sem morda bolj natančen. Tisto sliko, ki ste pokazali, a je bila pogozdovana, se pravi, so ljudje pogozdovali ali je to naravno nastalo? Pustimo se zgodovino. Naravno, v smislu, da se je sama smreka tam nasadila. Ja. Okay, hvala. Lep pozdrav, Jure Vrhunc. Eno vprašanje tudi za vas, doktor Stritih. V Sloveniji smo nedavno imeli eno ujmo v gozdovih, katerih posledice vidimo še danes, so bile katastrofalno na nacionalnem nivoju. In zdaj meni je bilo posebno zelo zanimivo, ker ste omenila, da je včasih dobro tudi v gozdovih kaj pustiti, ne pa vsega ven vzeti, ker imamo ljudje radi pospravljen. Jaz sem bil mogoče zgleda malo napačnega prepričanja, da so tisti podrta drevesa in tako lahko tudi gojišče, rastišče za podlubnika. In zdaj, kako vi ocenjujete to, recimo kompromis med pustiti nekaj v gozdu, pa da tam ostane in mogoče nudi neko zaščito, hkrati pa tudi gojišče za neke škodljivce, ki bi jih, ne vem, mogoče radi se znebili? Ja, dobro vprašanje in to je vsekakor v tradicionalna gozdarska znanost, da je pač treba ta drevesa odstraniti, zato ker so potencialno gojišče podlubnikov. Se pa v zadnjih letih je vedno več raziskav na tem področju, koliko je to zares lahko sploh efektivno in se kaže, da s podnebnimi spremembami, ko je pač so razmere za podlubnike vedno boljše in je teh vrst veliko in so smreke že tako prizadete zaradi suše in tako naprej, je možnost, da res ustavimo te izbruhe podlubnikov, zares mogoče nimamo več zares te možnosti in zato je pol ta presoja, a je res vredno toliko vlagati v to, da pospravljamo vsa ta drevesa in škodujemo ekosistemu, hkrati pa nam verjetno ne bo uspel teh dogodkov ustaviti, se torej mogoče je čas, da se ta presoja malo spremeni, je pa to zelo to prepričanje je zelo razširjeno in je tudi v praksi zelo težko ljudi prepričati, da je mogoče treba te prakse spremeniti. Hvala, David Stankovič iz Nacionalnega inštituta za biologijo, spet tukaj. Mene pa zanima takole bolj vprašanje za vse štiri v bistvu.
Glede na to, da je Slovenija recimo prepoznana kot neka vroča biodiverzitetna točka, pa me zanima, koliko pa vi, glede na to, da delujete v tujini, lahko vključujete v svoje raziskave Slovenijo zdaj in kakšne načrte imate tukaj v prihodnje. Nekaj ste sicer v svojih zelo zanimivih predavanjih že povedali, ampak ne vem, meni mogoče tak aspekt, če lahko ponudite. Mene sta obe pogledali. Jaz moram reči, odkar sem 2 leti v Beljaku in tukaj se seveda možnosti sodelovanja bolj na široko odpirajo, tako da že sam s temi Interreg projekti, torej Slovenija, Avstrija je možnosti ogromno in mi imamo na katedri več projektov, torej mislim, da je to vsej 3. projekt, ki smo ga zdaj prijavili, sam v tej shemi Slovenija, Avstrija, po drugi strani so seveda možnosti znotraj Interrega še bolj široke, torej Central Europe, pa Alpine Space, pa mogoče še kakšno. Pa v skladu z vsemi drugimi evropskimi razpisi, ala Horizon. Kar moram jaz reči, da ko pogledam strukture samih projektov, torej partnerskih struktur, večkrat vidim, da predvsem Avstrija in pa Slovenija mogoče nista toliko vključeni. Včasih je celotna Evropa vključena, pa imamo tukaj neko svetlo točko, ki ni vključena. In tu se vedno sprašujem, zakaj ni, ali nimamo nekih kontaktnih točk, ki bi to promovirali in takoj skočile na ta vlak, ali je problem nekje drugje, to težko ocenjujem. No, kot sem rekel, v sami Avstriji je pa teh možnosti trenutno ogromno in predvsem, kot si ti David že prej povedal, če imaš neke kontakte, neke povezave, osebne tudi, ali pa na nivoju samih inštitucij s slovenskimi organizacijami, je to sodelovanje ponavadi zelo učinkovito za organizirati in zelo enostavno etablirati. Glede na to, da so tudi inštituti ali pa organizacije pogosto malo manjši, je zelo enostavno z tega tehnično-administrativnega vidika to sprovesti. No. To so moje osebne izkušnje. Še mogoče kako drugo mnenje. Ja, ne vem, jaz sem sicer sama še v procesu doktorskega študija, tako da za prihodnost ne vem, ostajam v akademiji ali se mogoče selim v industrijo, ampak čisto moja osebna izkušnja, kar se tiče izmenjavne. Jaz sem šla prek Erasmus programa v tujino na izmenjavo, ampak enak sem prek Erasmus programa sprejela 2 slovenski študentki k meni na izmenjavo in tudi trenutno sem v bistvu, je Univerza v Ljubljani moja gostujoča univerza, kjer sem na izmenjavi za kratek čas delam neke bioinformacijske analize. Tako da, kot smo v bistvu nekako prej ugotovili, če si samoiniciativen, se da zelo veliko. Bolj institucionalno pa jaz nimam nekega mnenja. No. Mogoče z moje strani, jaz sicer trenutno ne sodelujem veliko s slovenskimi raziskovalci, ampak imamo pa v ekipi neka sodelovanja tudi z Univerzo v Ljubljani in je sigurno to, kar ste rekli, da je Slovenija pač kot regija zelo visoko biodiverziteto znotraj Srednje Evrope, v bistvu skoraj nimamo primerjave, je zato zelo pomembno tudi, da na tem področju raziskujemo tudi v Sloveniji, da lahko razumemo, kakšne so recimo prakse. Na mojem področju, naprimer, to sonaravno upravljanje z gozdovi v Sloveniji je lahko nekaj, od česar se lahko učijo tudi Nemci, Švicari, Avstrijci in tako naprej. In je zato zelo pomembno, da to tudi izpostavljamo. Imam pa sama to izkušnjo, da recimo v mednarodnih krogih nekaterih, da slovenski raziskovalci mogoče niso zelo samozavestni
čeprav imajo zelo kvalitetno delo in tako naprej, da so včasih manj vidni na konferencah, manj mogoče objavljajo v nekaterih revijah in se mi zdi to škoda, no, ker se veliko tudi zanimivih stvari v Sloveniji dela. Jaz bi, kar se meni zanimivo zdi, mislim, da je malo tale Blažev Žegen, da imamo mi tako ohranjeno okolje, oziroma smo dokaj dobro z njim upravljali skozi zgodovino, ker jaz, ko mi sodelujemo, oziroma ko smo v Amsterdamu sodelovali z ostalimi partnerji, zelo pogosto je to tudi pomenilo bolj intenzivne panoge kmetijske, pa večjo degradacijo okolja. Morda Slovenija zdaj ni bila tako zanimiva, hkrati pa so mnoga območja v Evropi, tudi zahodnih, imajo precej slabše statistične in prostorske podatke. Jaz v Sloveniji smo prav, moram pohvaliti, fenomenalni na področju tega, smo nekako obsedeni, da je vse zmerjeno. Ampak sem pa večkrat opazil, da se mi nekako zdi, da mogoče ravno zaradi tega, ker imamo tako dobre podatke, pa ker stojimo na piedestalu, ker smo tako dobro ohranili recimo gozdove, sploh pri gozdovih, da nekako saj na mojem področju vedno je bila iniciativa z moje strani. Jaz nisem bil niti enkrat, da bi bil jaz kontaktiran iz Slovenije, sem vedno jaz tak je navezal stik, pa prosil, če so bi bili oni člani konzorcija recimo. Ne. Ker se meni malo čudno zdelo, ker moje mnenje je, da tako majhna država, ki skozi jamra, koliko ni sredstev, potem pa se lahko dobi recimo 500 000 pri nekem konzorciju, če prideš na ta vlak. Ne. In potem, ko si enkrat del konzorcija, zdaj, roko na srce, če malo pogledamo, zelo pogosto so to konzorciji, ki so zelo podobni, vedno je 10 nekih istih partnerjev, ne. Se gradi neko dolgoročno sodelovanje, nihče noče partnerja samo za en projekt, ampak se dolgoročno gradi. Zato se meni zdi, da bi tukaj mogli malo več sodelovati in ne le kot nek tipični projekti zahtevajo tudi, da je geografska razpršenost, ne, da so tudi partnerji iz južne, srednje, vzhodne Evrope in Slovenci smo lahko povsod, smo lahko v Alpah, Panonski, Balkan, Jadran, kar nam paše, ker je zelo dobro, smo malo oportunisti in mislim, da bi mogli večkrat probati na ta vlak skočiti, ker ne gre se tu samo za dodatna sredstva, ampak dejansko mi lahko veliko ponudimo svojo teorijo tukaj, z nekim znanjem, ki je skrito, ker je objavljeno v slovenščini, pa tujci ga ne najdejo, pa tudi s to bogato, oziroma s tem bogatstvom podatkov, če pa zdaj, kot sem videl od videove predstavitve, v bistvu znanstveniki ničesar ne vemo, a ne. Tako da hvala. Še kakšno vprašanje? Mislim, da gre za slabo poznavanje sodelovanja. Naj povem, da je Biotehniška fakulteta, predvsem pa Gozdarski inštitut, je eden izmed številka 1 v Evropi na področju Horizona, recimo, pa tudi Interreg, ne vem, koliko so vključeni, ampak izjemno priznan in tako naprej. Naši gozdarji so cenjeni tako kot švedski ali norveški ali finski. Tako da je pa res, da oni imajo to, kar je kolega rekel, imajo utečene sodelovanja in te sodelovanja pač tečejo in to je projekt, ki se nadgradi na naslednjem projektu, kakšnega partnerja 2-3 zamenja, ampak to je jedro ljudi, ki že od 7. okvirnega oziroma še 6. okvirnega programa sodelujejo, tako da mogoče vi pol zdrav ne pride, ker vas ne povabijo. Se pravi, slovensko sodelovanje mogoče res to slabo, ampak Slovenija kot taka pa res je en faktor ravno na tem področju. Mogoče še en komentar na to, se strinjam, je veliko sodelovanj, ampak kot je Žiga rekel, velikrat gre tudi za projekte, kjer je na evropski ravni za financiranje je seveda koristno, če imaš partnerja iz različnih regij Evrope in gre velikrat za to, da so slovenski partnerji povabljeni v te projekte, kar je mogoče manj pogosto je, da je, kot je Žiga rekel, da je pobuda tudi iz slovenske strani in se mi zdi, da je tukaj mogoče ta majhen manko samozavesti v smislu, da se res potem tudi objavlja in naprej gradi eno znanost tudi z naše strani, da smo na strani, kjer dajemo pobudo za to in ne samo sodelujemo kot partnerji. Zdaj, če smem, da malo prekinemo zdaj to debato, sem si zapisal par vprašanj, da nam ne bo zmanjkalo časa. Zdaj, Ana je že dobila dosti vprašanj, me pa za Barbaro zanima,
Meni se je to, videli sta veliko ena za drugo in ta kontrast mi je bil fenomenalen, ne samo v smislu različnih meril, gost pa mikroorganizmi, ampak Ana nas je skušala tukaj prepričati, da ne smemo nič storiti, medtem ko Barbara je pokazala, koliko moramo storiti in koliko je še za storiti. Zdaj pa mene zanima, imam mogoče tako kontroverzno vprašanje, kaj bi bilo bolj smiselno, da mi investiramo v vse te metode, da nam bojo mikroorganizmi proizvajali goriva ali da samo zgradimo tramvaje po celi Evropi, po vseh mestih? Ker kakšen bo prihranek, kaj je tvoje mnenje? Tramvaje ali pa izboljšamo javni promet ali pa, ker je toliko enih korakov potrebnih, to so bile neverjetno kompleksni slajdi. Jaz zagotovo mislim, da je treba v javni prevoz bolj vlagati, predvsem v zeleni javni prevoz, ampak ni transport ni edini onesnaževalec. In tudi mogoče nekako sem otvorila s tem, da je treba premik v glavi ali pa mogoče nek premik ekonomike, premik politike, ampak to tudi ne bo vse rešilo. Se mi še vedno zdi, da je treba delati na vseh ravneh, targetirati različne pristope in predvsem, ne vem, mene so se smeti dotaknile, no, tako bi rekla, zato sem hotela mogoče malo prikazati, kaj vse je nek potencial, da se jih ne samo reciklira, jasno jih moramo zmanjšati, ampak da jih v bistvu res lahko čist transformiramo skoraj v karkoli s pomočjo bakterij. Tako da, ja, na eni strani vsekakor boljši zeleni transport, ampak na drugi strani mogoče vse neke zelene tehnologije. Ja, jaz bi sam dodal ta mogoče biološki, ekosistemski pogled naravovarstvenika. Najbolj poceni za nas je storitev, ki nič ne stane, in to nam narava nudi od pitne vode do biomase, do čistega zraka, do zemlje, konec koncev, ki jo lahko tako ali drugače uporabljamo. In kar jaz vidim kot precej problematično je, da te storitve v družbi niso dost ovrednotene. In kdor tudi ni tu dost ovrednoten, so ljudje, ki se za te storitve nekako vlagajo svoj trud ali pa čas ali pa denar. Tudi recimo lastniki zemljišč, ki pravilno delajo z nekimi okoljem, pa ne bo to zaščiteno območje, ki ga ne smemo toliko uporabljati, pa nek lastnik zemljišč ne dobi mogoče dovolj nadomestila. In tukaj bi mogli te, rečemo, pasivne ekosistemske storitve in pa ljudi, ki za te, rečemo, ki jih varujejo ali pa za njih skrbijo, veliko bolj ovrednotiti in vključiti v same kalkulacije različnih strategij pa upravljanj in tako dalje. Tu vedno se spomnim zdaj za to barjansko tematiko, ko bi mogli danes na jutri skoraj kmetje začeti drugače upravljati, ampak to ne gre iz danes na jutri, to je res mora biti cilj strateška dolgoročna pristop, kjer so pa vsi dobro informirani o tem, kaj so koristi, pa tudi dolžnosti. Imam pa tudi zate, Vite, eno vprašanje. Mene je res fasciniralo to, vedel sem, da mi veliko še ne vemo. Ta razkorak med nekim in situ merjenjem, kako ga poznamo že stoletja, recimo s temi nekimi pastmi, in pa EDNK analizami je bil neverjeten. To ni bilo 10%, ampak to so bile različne velikostne razmerja. Zdaj, če se malo navežem potem na Anino predstavitev, ti si v bistvu pokazal, da te gozdovi, oziroma tvoja predstavka je bila, da te gozdovi so tudi podvrednoteni v smislu biotske raznovrstnosti, ker je toliko še neodkritega v njih, tako po domače rečeno. In me pa zanima, kako so pa to, mogoče ta delavnica, ki je bila na Koroškem, kako so to ostali, mogoče tradicionalni znanstveniki sprejeli, ki so vajeni tega dela desetletja, potem pa ti priješ z neko novo shiny metodo in jim pokažeš, mi to naredimo hitreje, ceneje, pa objektivno. Kako je to znanstvena skupnost sprejela? Ja, to je konstantna diskusija dejansko z različnimi strokovnjaki in odvisno, kje smo, na katerem področju delamo, dobimo različne odzive. Zdaj rečemo v vodnih ekosistemih, kjer je ta proces, kjer se dogaja ta proces že desetletja, rečemo, je to že dokaj dobro sprejeto in so tudi področja, kjer te nove metode lahko zelo učinkovito implementiramo, recimo zaznavanj invazivnih, torej tujerodnih vrst v neki zaščiteni reki ali pa ocena abundance, torej števila organizmov
v nekem, rečemo, vodnem telesu. Tam že smo zelo daleč in so do velike mere metode sprejete in se nekako metode tradicionalne in pa te nove dopolnjujejo. Vemo, kje se dopolnjujejo, kje moramo kaj novega narediti. Če pa gremo neko skupino organizmov, ki je dokaj nepoznana, pa imamo samo neki par specialistov, je pa ta preskok narediti že sam pri komunikaciji zelo težko. In na tem se mora delati, da dejansko na različnih področjih, kjer bi lahko nam te metode koristile, poskušamo to komunikacijo izpostaviti in pa skupaj z različnimi deležniki, od teh strokovnjakov, ki dejansko jih rabimo in bomo tudi naprej še rabili, dobimo feedback, kje potrebujemo izboljšave. Recimo, če gremo preko znanstvene skupnosti, pogosto se sliši, da na Barju ne smemo graditi ali pa ne vem kaj zaradi nekega barjanskega okarčka, metuljček. Zdaj pa ti pa svojim delom pokaže tam še 200 novih vrst, ki pa sploh mogoče vidimo, kako bi to potem sprejeli skupnost, da pride še dodatnih omejitev v prostoru pri nekih gospodarskih dejavnostih zaradi nekih vrst, ki jih sploh opazimo, recimo. To je zelo kompleksno vprašanje, ampak lahko samo tako rečem, vemo, da neka vrsta, ki jo dobro poznamo, pa naj bo to medved, naj bo to volk, naj bo barjanski okarček ali pa neke ptice, so indikatorji za zdravje nekega ekosistema. In to ni zdaj nekaj novega, kar moramo od danes do jutri uvesti, ampak je znano že skozi. Mi upravljamo s temi vrstami, zato ker vemo, da dobro upravljanje s temi krovnimi vrstami ali pa markantnimi vrstami bo zagotovilo za varstvo vseh ostalih vrst, ki živijo v tem ekosistemu in pa tudi za storitve, od katerih mi profitiramo. Zdaj, če govorimo o Barju, sam nisem strokovnjak, ampak sem član Društva za proučevanje metuljev Slovenije tudi in poznam tematiko. Je tako, da sami ti habitati niso samo zaščita za te vrste, ampak recimo tudi za zmanjšanje poplav, če te govorimo. In ne smemo gledati vedno samo na ta objekt, ki je najbolj zanimiv, rečemo, ampak predvsem celotno sliko, kaj nam ta vrsta govori kot del nekega ekosistema. Ja. Vidva se bolj ukvarjata z ohranjevanjem, recimo, medtem ko ti se pa ukvarjaš, Barva, z nekim novim priložnostim ali pa kako lahko nam pomaga mikroorganizmi pospraviti ali pa popraviti to zmedo, ki smo jo ustvarjali. Kje pa ti vidiš za Slovenijo največjo možnost, da bi tvoje delo, če bi zdaj mogla izbrati, kje bi lahko ti pripomogla? Omenila si že promet, pa morda odpadke. Mislim, to je v bistvu drugače zanimivo vprašanje, ker tudi moja prva ideja, ko sem šla v tujino, je bilo v bistvu, ker to področje pri nas ni toliko razvito. Torej neka ta valorizacija odpadkov, nekih bioodpadkov, se dogaja, pa se vedno bolj razvija, kar sem zelo vesela videti. Ampak nekoč je bilo tega manj. Zdaj ne vem, jaz dejansko upam, da nekoč lahko tukaj delujem in da se bodo našle priložnosti mogoče z nekimi spoznavanjem tehnologij, ki jih tukaj ne poznamo, ali pa mogoče s nekim bolj tehničnim znanjem bioprocesništva, ali pa jaz tako nekako vidim, da bi lahko pripomogla. Super. Še kakšno vprašanje iz občinstva? Če ne, pa predajam besedo. Najprej hvala vam vsem trem. Jaz sem se ogromno naučil, sem mislil že, da toliko vem, pa bom naslednje leto spet prišel. Tako da hvala vam vsem trem za kar ste pokazali, pa veliko sreče še naprej. In se že verjamem, da tudi ostali veselim vaših prihodnjih znanstvenih dosežkov.